Smo že pri 12. oddaji sezone in tudi v tej boste spoznali vsaj dve znamki, ki jo verjetno še niste poznali. Ena je z Daljnega vzhoda, ampak ne z Kitajske, druga pa ima v svojem imenu heroj. S Fordom Transit smo praznovali že 60 let. Kia je na salonu Solo Trends predstavila svoj najnovejši PV5 v mal drugačni različici, Matej v avtu igra video igrice. S Fordom smo pripravili novo nagradno igro, ko smo v Pumo Gen E skrili nekaj, kar morate vi uganiti. Za začetek pa Matej v deželi na skrajnem zahodu Evrope vozi naslednika enega najbolj priljubljenih avtov v Evropi. In tudi pri nas. Leta 2017 se je začela zgodba Volkswagenove uspešnice, ki se nadaljuje še danes in se bo verjetno tudi naprej. Več kot 2 milijona jih je že izdelanih in samo lani je v evropske garaže zapeljalo 200 tisoč novih T-Rockov. Pa je bil model v bistvu star že 7 let, kar samo priča o tem, kako zelo zaželen je. Osnova je bil Golf, to je bil tisti pravi povišan Golf, v katerem se sedi više, avto pa izgleda malo bolj robustno. Točno to, kar danes večina išče, ko menja svoj stari nizek avto. In voznikom in voznicam, jasno, je bilo zelo všeč to, da ni bil toliko večji od Golfa, ker vsak pač ne želi in niti ne rabi tako velikega avta. Leta 2019 je potem prišel še nabriti T-Rock s kar 300 konji in 4-kolesnim pogonom, še leto kasneje pa celo kabriolet. Z njim sem šel celo na jug Dalmacije, ker smo ga dobili na test raven sred zime in se mi je zdelo pošteno in pravično, da ga preizkusim tudi v bolj toplih krajih. Čeprav je bil narejen na isti osnovi kot klasični T-Rock, so bili skoraj vsi paneli karoserije drugačni, avto je bil pa pravi posebnež, ker takšnega kabrioleta pač ni bilo na cestah. Ni bil huda uspešnica, sem pa celo pri nas videl enega ali pa dva. Zvezda tega večera, oziroma tukaj na zahodu Portugalske še dneva, je pa seveda takšen T-Rock druge generacije. Tudi pri novem je platforma enaka kot pri Golfu 8,5, torej NQB Evo, kar prinaša številne novosti in izboljšave. Je pa novi tudi precej zrastel, kar 12 cm v dolžino, malo manj potem medosna razdalja za 3 cm, medtem ko se širina in višina nista bistveno spremenili. Je pa bolj aerodinamičen. Evo, za 10% je boljši pri rezanju zraka, zdaj ima koeficient 0,29. Prirastek seveda pomeni, da je v kabini zdaj malo več prostora, predvsem zadnji se majčkeno bolj sedi, raven tisti 3 cm pri medosni se tukaj direktno poznajo, ker je 3 cm več prostora za kolena. Ima take malo drugačne kljuke, to je tudi zanimivo, drugače ima prtljažnik za 30 litrov večji, zdaj ima 475 litrov in to je bistveno več kot pri Golfu. Evo, svoj je res velika luknja. Največjo razliko pa boste videli in tudi občutili spredaj, ker so kabino izdelali iz precej kvalitetnejših materialov. To smo očitali prvi generaciji, da ni bila dosti kvalitetna, zdaj pa so se pri Volkswagenu potrudili in tukaj pritiskamo na mehko plastiko, tudi nekaj tkanine je tukaj zgori. Pač lastniki Volkswagenu se očitno radi tudi dotikajo svojih avtov. Meni je pa še bolj pomembno, da se res dobro sedi, da lahko voznikov sedeš tudi ergonomski in da si vse skupaj nastavim točno tako, kot si želim. Tudi ta zaslon je zdaj super urejen z bližnjicami in logičnimi meniji, čeprav sam vseeno pogrešam tukaj spodaj še prave gumbe namesto teh na dotik občutljivih drsnikov. Sem vprašal, zakaj jih niso zamenjali, ker nikomur niso bil všeč že pri njihovih prejšnjih avtih, pa so mi odgovorili, da je bilo malo prepozno, ker so že začeli razvoj tega avta in da bo mogoče na voljo to kdaj ob osvežitvi. No, bomo videli. Saj se tudi s tem gumbom da, oziroma je kar lažje tukaj potem na volanu ali pa s tenim okroglim, ki je nastavljiv, tukaj si lahko tudi nastavljaš vozne programe. Pa še ena top zadeva, tukaj vmes je zdaj 5,5 litra velik predal. The best. Da bo T-Rock še naprej najbolje prodajan SUV v Evropi, ga morajo poganjati primerni motori in tukaj vem, da si bo marsikdo oddahnil, ker so še vedno precej klasični. Ok, dizelskih ni, je pa cel kup bencinskih opcij, osnova je že dobro znani 1,5 litrski turbo bencinski 4-valjnik, ki je zdaj blago hibridni, moč pa je 85 ali 110 kW, torej 115 ali 150 konjev. Naslednje leto se mu pridruži še 2-litrski ETSI 150 kW, to je 204 konji in seveda 4-kolesnim pogonom 4Motion. Še leto kasneje pa tudi R s kar 245 kW, to je 333 konji in vektoriranjem navora zadaj. Ta bo pa letel. In tudi ropotov, ker ima zadnje Akrapoviče.
Bo pa Volkswagen naslednje leto poleti predstavil tudi čist nova polna hibridna pogona v T-Rocku. Oba bosta za osnovo uporabljala 1,5 litrski motor, sistemska moč pa bo 100 ali 125 kW, to je 136 ali 170 konjev. In raven ta znata postati najbolj priljubljena v prihodnosti. Pri nas bo v začetku januarja, ko bo tudi domača premiera, potem pa prvi T-Rocki že zapeljajo v slovenske garaže. Vem, da ta avto nekateri že zelo težko čakate in lahko vam zaupam, da se ga upravičeno veselite, ker že po tej prvi kratki vožnji deluje zelo fajn. Še vedno ni prevelik, malo več prostora ima kot prej, lepo se pelje, dobro izgleda, ena takšna fajn kombinacija vsega je in to je avto, ki ga Volkswagen v tem času res potrebuje. Ja, lej, to je pač stari dobri Volkswagen. Seveda bo priljubljen. Boja, pa še klasične motorje bo imel v ponudbi. Dobro, ampak ti so že poznani, ne? Ne, niso. 2.0 je čist nov, so zadnjič sedel na večerji z inženirjem, ne, pa je rekel, da so ga razvili čist na novo, da bo ustrezal normam Euro 7, jasno, ampak še vedno pa bo ponujal neki veselje med vožnjo, tako da bo stari dobri. Ja, upam, da res, ker se veš, da še vedno pravimo, da če pa imamo kaj v Evropi, imamo pa to klasične motorje, ker Kitajci jih še ne znajo tako dobro narediti. Ja, ne, tudi to so me zadnjič Kitajci prepričevali, da ni več tako, ampak bomo videli. No, moš pa vedeti, da tudi Korejci niso pri miru, kot boš videl v naslednjem prispevku, ne? Bom, ne. Pa si imel kaj umazane hlače? Od? Ja, če si sedel na večerji. Ja, na večerji. Veš, da je bilo pri večerji, a? Pri vozilu za mano se vse skupaj vrti okrog Guinnessovega rekorda, ki so ga dosegali nedolgo nazaj. Pridemo še do njega, ampak meni se zdi bolj pomembno in bolj zanimivo to, da Kia prihaja na evropski trg z lahkimi gospodarskimi vozili. In za začetek se mi zdi zelo pomembno, da res atraktivno izgleda. Se mi zdi, da so oblikovalci lahkih gospodarskih vozil oziroma kombijev pravi geniji, ker morajo neko kocko narediti čim bolj atraktivno. Se mi zdi, da je to oblikovanje veliko težje kot pri osebnih avtomobilih, kjer je zahtev veliko manj in prostor ni edina res pomembna vrlina. No, pa jim je uspel in se mi zdi, da je ta avto res dobro izgleda. To se mi zdi še posebej pomembno pri takšni potniški različici, ki je kot en velik enoprostornik. Se veste, da se bodo ljudje radi vozili v njem. PV5 se imenuje in tole je srednje velik električni dostavnik, ki v dolžino meri 4,7 metra. Stoji na platformi, ki je izjemno prilagodljiva in se jo lahko podaljšuje ali pa krajša in kot Lego kocke nanjo postavlja različne aplikacije. Zato je PV5 že tako na voljo v potniški različici, pa v tovorni in tudi kot šasija. So se ravnokar pohvalili, da je to v bistvu najkrajši lahki dostavnik, ki je na voljo tudi kot šasija. V potniški različici so znotraj 3 vrste sedežev ali pa samo 2, kakorkoli boste želeli, in sicer v klasični postavitvi 2+3+3, v mojem primeru 2+3, pa zadaj stena, ker gre za poltovorno različico. No, lahko boste izbrali tudi posebno sedežno razporeditev in sicer 1+2+3, kar pomeni, da bo dodaten prostor spredaj ob sovozniku. Tile sedeži so tudi vzdolžno pomični in zelo prilagodljivo je vse skupaj, kar seveda kombiji znajo že dolg časa. Izbirate lahko med 3 baterijami, najmanjša ima kapaciteto 43,3 kWh in ta je v bistvu namenjena predvsem tistim, ki službeno šibate predvsem po mestih, zato je na voljo tudi samo v tovorni različici. Srednje velika baterija ima 51,5 kWh kapacitete in največja 71,2. Elektromotor je v vseh primerih enak in 120 kW moči poganja sprednji par koles, baterija pa se med 10 in 80% napolni v manj kot pol ure. If we have changed, let's say, the brand positioning in 2021, it's also because we were anticipating the arrival of the Chinese. So to fight against the Chinese, so we fight with all means. So it means brand. Brand is always extremely important in the LCV business, but also in the passenger car business. Second point, network. The Chinese, for the moment, they don't have a network. We know that they are building up, let's say, their network capability, but especially in the LCV business, without a network, you cannot exist. Okay? And it takes time, let's say, to build properly a strong network. Third point, customer experience.
No, pa še Guinnessov rekord. S točno tem PV5, ki ima v bistvu največjo baterijo, so na krožni poti dolgi dobrih 50 km z enim polnjenjem prevozili 693,38 km. Moram biti natančen. To pomeni povprečno porabo samo 10,2 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Seveda, to je po svoje ekstrem, ki ga vi ali pa jaz najbrž ne bomo v praksi dosegali, je pa vsem zanimivo, koliko malo avto lahko porabi. Še en pomemben podatek. Vse to so dosegali, ko je bil PV5 polno naložen. Meni pa oblika tega kombija zelo všeč in tudi kombi, ki ga je Matej pokazal v prispevku salona v Tokiu, mi je bil totalno hud, tudi zato, ker je imel igralno konzolo notne. A ti še vedno misliš, da si 16 let star? Ne, to ne, ampak okoli 19 pa. Pa če smo že pri igrcah, tudi v enem od naslednjih prispevkov bo Matej spet igral igrca v avto. Se vidi, da sta oba enaka. Sicer je pa ena nova znamka pri nas in sicer ne kitajska, ampak vietnamska, zato se imenuje VinFast. A veš, da so oni prva znamka na svetu, ki je opustila modele na fosilna goriva in imajo v bistvu v ponudbi samo še električne avte. Z dvema so pripeljali k nam, VF6 pa VF8. VF6 je v bistvu križanec segmenta B, doseg baterijski ima 410 km, VF8 pa Pininfarinin dizajn, velik zaslon znotraj, pa v bistvu 2 elektromotorja in 4-kolesni pogon. Ja, sam nimajo pa priključnega hibrida. Ne, ima pa novega Ford zdaj. Lani najbolj priljubljen pick-up pri nas, torej Ranger, je zdaj na voljo tudi v priključno hibridni različici. Za pogled je v bistvu enako kot vsi ostali, edino keson je manj visok, ker je spodaj baterija, ta ima 11,8 kWh kapacitete, sicer je pa motor 2,3 litrski EcoBoost, skupna sistemska moč 207 kW oziroma 281 konjičkov, pa skoraj 700 Nm navora. Naslednja od novosti pri nas pa je prvi v seriji prenovljenih salonov za BMW in Mini na Celovški v Ljubljani ga najdete. Zakaj je poseben? Zato, ker se počutiš tako, da bi bil doma. Tak pravijo. A imaš čip spol? Tist ne vem, videl sem pa kafe mašino. Jaz tega nimam doma. No, naslednji avto pa je poseben tudi zato, ker si je Anže zanj mogel obuti posebne čevlje z dost debelim podplatom, da je lahko sploh zlezel van, ne? Aha, ne, sem ti rekel, da ima stopničko. Ja. Ja? Kaj? Danes grem v hribe in bom porabil veliko energije. Pa tudi dole je v bistvu za pomalci, tistem se pa tudi dogovoril, da mi jo pripravi Žiga. No, pa tudi ni vse zame, evo. V našem uredništvu se fantje pogosto zalotimo v debati, katere avtomobile bi imeli, če denar sploh ne bi bil omembe vredna postavka. V mojem primeru je to vedno kakšen zelo športen avtomobil, potem nekaj za prevažanje družine v obliki zelo zmogljivega karavana, pa tudi kakšnega res hudega terenca bi imel za različne ekspedicije. Res hudih terencev je malo in jih v bistvu lahko preštejem na prste ene roke, no na enega, ki je morda celo hujši od vseh, bi pa najbrž pozabil. Ampak ne danes, ker se vozim v njem. V velikanu, ki se ne vozi po asfaltu, ampak ga tepta. V bistvu v avtu, ki ob vikendih prijateljuje s tanki ali pa pije kavo z nasinim roverjem nekje na Luni. Ok, neham, čeprav imam takšnih primerjav v glavi še precej. Da določen avtomobil sploh ugleda luč sveta, gre najprej skozi res zapleten postopek, kjer obliko in vse ostalo v veliki meri določajo finančniki in sploh ne inženirji. Če je neka linija na pločevini v fazi procesa cenejša ali pa je določena oblika luči cenejša, na koncu ponavadi izberejo prav tisto. Ne glede na prej narisano obliko, pripravljene glinene kalupe in ne vem kaj še. In zato namesto vizije oblikovalca običajno na ceste zapelje samo njen približek. Zato so tudi prototipi vedno bolj zanimivi za pogledati, ker si tam lahko privoščijo še čisto vse. No, tukaj se mi pa zdi, da so ta korak preskočili in finančnika poslali v kot čepet, pa vse skupaj naredili točno tako, kot so hoteli. Tole je Dongfeng M-Hero in se mi zdi, da so Kitajci na kup nabrali najbolj klene terence tega sveta, recimo Land Cruiser, Mercedes-G, Defender in tako naprej, in se odločili, da bodo naredili stroj, ki je boljši od vseh.
Zato je ta dolg par milimetrov manj kot 5 metrov, pravzaprav tale je daljši od 5 metrov, ker ima zadaj še en dodatek. 2 metra je širok, pa 2 metra je visok. V bistvu je kot en lepo izobražen tank. Precej noro, a ne? No, oddaljenost od tal je 230 mm in zdaj boste rekli, pa sej kleni terenci so še bolj oddaljeni od tal. Ja, zato se pa ta lahko dvigne na takšnih 335 mm. No, zdaj mi pa povejte, koliko terencev poznate serijskih, ki imajo tako noro veliko oddaljenost od tal. Samo nikjer ne najdem 900 mm globoke vode, da bi vam pokazal, kako brede skozi to. Vem, kar noro, pa do najbolj atraktivnih stvari niti prišel še nisem. M-Hero je v bistvu lahko hibrid ali pa kot ta popolnoma električni avtomobil. Baterija tukaj ima 142,7 kWh kapacitete, toliko velike še sploh nikoli nisem videl, no pa da si boste lažje predstavljali, če bi jo doma polnili na navadni vtičnici, bi za to potrebovali približno 4 dni. Elektromotor ima 200 kW moči, ima pa 2. Mislim, 2 ima zadaj, potem ima pa še 2 spredaj, skupaj 4 in skupaj 800 kW moči. Ja, prav ste slišali, 1088 konjičkov oziroma 1400 Nm navora. Avtomobil tehta skoraj 3300 kg, z mesta do stopa pospeši v 4 sekundah. Sploh vam ne znam razložiti, kako noro bizaren občutek je, ko se takšna gmota z mesta izstreli tako sunkovito. Zdaj bi vam sicer mogel pokazati, kako preko noro zahtevnega terena zna plezati, ampak je v Sloveniji itak tako, da se nikjer po naravi ne smeš peljati, pravzaprav se tudi tukaj ne bi smel peljati, če ne bi imel izrecnega dovoljena skrbnika koče na Starem Ljubelju, ker tja grem na malco. Ja, pač Žiga zna res dobro kuhati. In zato je najbrž tak makadam oziroma sneg danes več kot dovolj, ker tudi ta podlaga je v bistvu precej zahtevna, ampak gre s tem avtom kot po putrčku. Ima namreč sprednjo, sredinsko in zaporo zadnjega diferenciala, seveda ne klasičnih mehanskih, ker takšnih niti ne more imeti, ampak vse skupaj lahko prilagajati z vsakim motorjem posebej in vsakim kolesom posebej. Pa v bistvu tudi te kamere ima, da lahko vidim pred oziroma skoraj pod avtomobil in brez težav pripeljem mimo kakšne večje ovire. Pa še en trik ima. Poglejte to. Zadnji kolesi zavijata več kot 10 stopinj v stran, zato zna M-Hero voziti kot kakšna rakovica, se pravi po strani. Recimo, kadar na kakšni serpentini zavijem res močno, v bistvu ni čisto nobenih težav. In na terenu, na ozkih predelih je to še kako pomembno, no pa v bistvu je pomembno tudi na manjših parkiriščih pred nakupovalnimi centri. Evo, tega recimo ne zna noben avto. In zato je njegov obračalni krog samo 10,2 metra. No, da si boste spet lažje predstavljali, to je podobno kot Clio. In če se je treba nekje na hitro ustaviti, ni problema. Ma Brembo zavore, spredaj 6 batne. Če se sprašujete, kako velika nevarnost je, da na terenu zadenete skalo in v bistvu poškodujete baterijo, ne prav velika, ker je tukaj le spodaj 8 mm debela aluminijasta zaščita, pa seveda tudi izolirano vse skupaj, da baterije ne zebe. Ta robustnost gotovo pomeni, da je znotraj kot kakšen star Defender, a ne? Ne, v bistvu ne. Pravzaprav je njegovo pravo nasprotje. Ogromen zaslon imam tukaj le na sredini, tam ima celo več kot 15 palcev, potem ima svoj zaslon tudi sovoznik pred sabo, pa jaz imam tukaj še tretji zaslon, digitalne merilnike. Pa v bistvu 16 zvočnikov, zato se tukaj noter počutim kot v kakšni koncertni dvorani. Tudi sedim zelo dobro, preglednost je super, česar pravzaprav nisem pričakoval, in super je celoten položaj za volanom. Ta prestavna ročica me sicer spominja na tiste ročice za plin v letalih, ampak v tako brutalen avto dejansko paše. No je pa tole okolje pravo nasprotje zunanjega videza. Nič robustno, samo elegantno. Jasno, niti prostora ne manjka. No, mogoče ni jasno, saj stari Hummerji so bili tudi zunaj ogromni, pa znotraj zelo utesnjeni. Tukaj teh težav ni, pa vse skupaj je res elegantno. Evo, usnje povsod, les imam, sami mehki materiali, čist nič mi ne manjka. No, mogoče sem malo lačen in v hribih je treba iti na malco, a ne? Pol pa naprej.
Zdaj se najbrž lastniki v vodu naštetih klenih terencev sprašujete, kakšen je M-Hero na cesti. Gotovo je smotan, če je pa tako zmogljiv na terenu in velik kot slon. Mora biti. Ne. Dejansko je presenetljivo prijeten in nad vse udoben. Teh gabaritov se je treba seveda navaditi, ker majhen nikakor ni, in pazi, da ne zapelješ čez koga, pa tega niti opaziš ne. Ampak med samo vožnjo je pa čist fajn. Celo na parkingu je ok, seveda je ravno zaradi dimenzij treba malo bolj paziti, ima pa po drugi strani, kot rečeno, izjemno majhen obračalni krog in ga presenetljivo lahkotno lahko parkiraš. Ja, takšnega avta v res še nisem vozil. Če pa to ni avto za vse, ki jim manjka samozavesti, Ne, meni je bil prav super, ker sediš visok in gledaš vse od zgoraj. je sej s tem kompenziraš svojo višino oziroma v tem primeru nižino. Ne? Ne, jaz imam pač rad dober pogled na okolico. No, jaz sem pa rad igrice in Matej je našel perfekten avto za to. Sta mu njegova otroka rekla, da je to baje najboljši avto vseh časov. Razmišljam, kje sem že tako udobno sedel. Doma na svojem kavču ziher ne. V BMW 7, v Mercedes-Benzu S, nope, celo v Rolls-Royceu Phantom ne. Kaj pa je to pol za eno čudo? Ni čudo, Lexus je, LM. To je avto, ki je prišel v Slovenijo samo zaradi nas, ker smo si ga toliko želeli. Dobro, se malo hecam, čeprav se ne, ker smo si ga res želeli. Ko smo ga z Anžetom prvič videla pred 2 letoma, so v vozniku skozi težila, kdaj ga dobimo na test. Pa bilo vedno vprašanje, če sploh bo, ker si ga določeni trgi veliko bolj želijo. Veliko si bolj želijo takšen tip avtomobila. Oziroma, mogoče bolj da rečem enoprostornika, ker kombi pa to tudi ni. LM tudi ni kar ena oznaka, ampak je kratica za luxury mover. Bolj enostavno ne gre, ne? To bi dobesedno v slovenščino prevedel kot prestižni premikalnik, čeprav se v angleščini ful boljš sliš. In je res prestižen, ker toliko udobja in prostora pa ne dobiš v nobenemu premikalniku. Je kar malo vroče, gremo mi do senca, a? To je itak avto, bomo kar rekel avto, ker ga bom tudi primerjal z avti, ki ga moraš začeti ocenjevati zadaj, ne spredi. Pa da bo fora, bom začel čist zadaj. Evo, tukaj se da sedeti. Ne vem sicer, komu so v tem primeru namenjeni ti sedeži oziroma klop, ker bo vedno samo borba, ker se bodo vsi hoteli peljati tukaj. Tukaj je največje razkošje. Ampak ok, tudi tukaj na sredini dvomim, da bo kdo hotel sedeti, ker LM je v tej konfiguraciji 7-sedežnik. Lahko je pa tudi 6, evo, če daš 4 naslonjali dol, potem imaš tukaj le še svoje prezračevanje, pa lahko tole klop postaviš mačke naprej, pa nakloniš še malo nazaj in dejansko ful uživaš med vožnjo. Ne vem pa, komu bo temu primeru namenjen prtljažnik, zaradi tega, ker je vzadaj samo 110 litrov in tisti, ki bodo recimo peljali ful zahtevne potnike z letališča do hotela, bodo verjetno mogli izbrati kar model 4 sedeži, ker unje pa totalno razkošje. No, recimo, da imate vse takšnega za 7, pa da so potniki 4 in je ta klop pol zadnji takole zložena, ker potem je pa prostor tudi za une razvajene zvezdnice s čivavo in 5 velikimi kovčki za tiste njihove oblekcije, ki jih itak treba vsako uro preobleči. Tukaj bodo pol uživali kot v prvem razredu na te velikih avionih, edin sprehajati se pa ne bodo mogli med vožnjo. Ok, tukaj je taka luškana mizica, potem tukaj prezračevanje, pa kop se matro, se vam tole, pa lahko takole naslonan vse nastavljam, recimo sedež, pa potem lahko naštimam recimo senčnik, pa tega le dam, da se zapre. Ne, to je ta zadnji, jaz moram ta prvega. Evo, takole, in potem lahko res uživaš v miru, če tale sopotnik seveda ni preveč tečen. Jaz bi drugače naročil še takšnega brez sprednjega sedeža, da bi lahko pol noge stegnil čist do konca, če bi se dal, ampak tazga nisem videl še na ceniku. Mogoče se pa lahko, če fajn odpreš, Ma pa tudi 14-palčni zaslon klede pod stropom in bi se človek mislil, kaj pa to rabim, pomisli še enkrat. Toyota Tundra, no bejš. Ja, škoda, da malo vrnem ta avto, zaradi tega, ker bi lahko vse svoje špile tukaj le preigral, čeprav, kaj da imam toliko časa, 220 voltna vtičnica,
potem vhod HDMI, pa vse igralne konzole delujejo tako, kot doma v dnevni sobi in bojo vsi oni vipovci lažje preživeli vse te grozne vožnje. Res, bogi revčki. Ja. Sicer mi je jasno, da v 99% primerov lastnik takšnega LM-a ne bo tudi voznik, tako da bo mogoče to bolj zanimalo šoferje. Motor je vedno hibridni, dva sta sicer na voljo, ampak ne pri nas. Tukaj imamo samo osnovni 350H, ki je podoben kot v recimo NX, samo da ima tukaj majčkeno večjo moč. Bencinski motor je 2,5 litrski atmosferski, skupaj z električnima, ker sta dva, da ima 4-kolesni pogon, pa ponujajo 184 kW, to je 250 konjev. Dovolj, glih še, kako mi je všeč in koliko porab, pa povem v testu. Skoraj bi pozabil povedati, da je to 5,13 metra dolgo in 1,94 metra visoko vozilo, da boste vedeli, v katere garaže ga lahko zapeljate, ker kakšni hoteli imajo pa res nizke. Dobar, tale nima, sem že šel noter, pa nisem nič opraskal, ker bi verjetno slišal. Prejšnji teden sem pokazal, da gre v Pumin Gigabox ogromno WC papirja. Za ta teden mi je pa gledalka Sonja predlagala, kaj naj dam noter. Nekaj, kar nas vedno pogreje in vse pogreje. Kaj sem dal torej noter? Ha? Torbe? Ne. Ne, čevlje. Ne, ampak tole. Bunde. Ja, bunda, vedno jo rabiš, vedno te pogreje, sploh zdaj, ko je malo hladno. Ne? Nagrajeni si že znan na Facebook strani Volan, kmalu pa pripravimo nov izziv. Koliko pa zdal ti tega noter? Ja, lej, nikoli ne veš, da se mogel izseliti, ne? Pa da vidiš, kak velik robe gre tule noter v tale Gigabox. Ne? Ni še vse. Sonja, ki nam je pisala prejšnji teden, je bila ziher šokirana na tem, koliko bund sem spravil tule noter v Gigabox. Nagrajeni se že objavljali na Facebook strani Volan. No, Sonja pa verjetno ni vedela, da je tole uporabno še za kaj drugega. Evo, tole sem si pa čisto sam zmislil. Tule noter sem skril nekaj, kar živi in raste z vami vsak dan, kar lahko polepša vaš vsakdan vašim. A lahko pustiš pri miru, no? Bodo naši gledalci lepo napisali na Facebook Volan, kaj se skriva tule noter, ker nekdo med vami bo dobil tako Fordovo torbo presenečenja, v kateri se skriva marsikaj zanimivega. Tako da ja, Facebook Volan, to je to. Zakaj ne skrivaš? Zato, ker boš videl drug teden, no. Ne očakam, ko ne bom rekel kdo. Le, da sem že jaz hotel pogledati. V nadaljevanju oddaje boste videli novo zvezdo, ki bo tukaj vrtela volan naše Selike, mi pa nadaljujemo z enim Fordom, ki ima zadaj še malo večji boks. Veste, katero je eno najpomembnejših vozil v zadnjih 60 letih? Vem, da ste zdaj vsi pomislili na kak ikonični avto, v resnici je pa to Ford Transit. Kar pomislite, koliko vsega, kar imate doma, kar ste v življenju pojedli ali pa porabili in tako naprej, je do vas prišlo v enem od takih kombijev. Jasno, ne samo v tranzitu, ker je tudi veliko drugih, ampak obstaja pa velika verjetnost, da je bil to ravno tranzit, ker so jih v zadnjih 60 letih proizvedli več kot 13 milijonov in s tem je to najbolje prodajen kombi na svetu. 9. avgusta letos je praznoval že 60 let in pri Fordu so to obeležili z najrazličnejšimi dogodki, tudi s tem, da so 201 tranzit postavili v največjo parado kombijev na svetu in s tem postavili tudi Guinnessov rekord. Meni je recimo bilo zelo zanimivo slišati, da je v vseh teh letih vsaki 2 minuti in pol proizvodne trakove zapustil nov tranzit. In če bi vse te tranzite postavili drugega za drugim, da bi se dotikali z odbijači, bi obkrožili ne samo Zemljo, ampak tudi Luno. Prvi iz leta 1965 je imel nosilnost do 1700 kg, danes do 2400. To se sicer ne sliši kot nek hud napredek, ampak ti kombiji so napredovali na številnih področjih. In danes zmore do 1600 kg nosilnosti tudi tak električni e-tranzit. Prvi je imel okoli 31 kW, to je 43 konjev, takšen električni, ki je najzmogljivejši kadarkoli, pa že 198 kW, kar je slabih 270 konjev. Če govorimo o serijskih, jasno, ker obstaja tudi Supervan 4.2, ki ima kar 2000 konjev. Tega sicer še ne morete kupiti, ampak bi bil pa super za hitro dostavo kakih vročih žemljic.
V Evropi se je lani vsaki 2 minuti nekdo odločil za nakup kombija iz družine Transit, kar pomeni, da je bil eden od 5 prodanih gotovo eden od teh 2 modelov, kot sta ob meni. Danes je recimo ta velik Transit na voljo že v več kot 1300 različicah, če upoštevam velikost, višino, motor, obliko in pa paket opreme. Pa pri barvi sploh še bili nismo. Niti ni potrebe, ker večinoma so i tako beli. V njem so se na svojih turnejah vozili Black Sabbath in Led Zeppelin, zaradi svoje uporabnosti pa je bil izjemno priljubljen tudi med nepridipravi. Sem našel podatek, da so leta 1972 za kar 95% vseh bančnih ropov v Britaniji uporabili Transit, kar pomeni, da je bil daleč najbolj zaželen kombi. Čeprav je bila prodaja Transita že od nekdaj odlična, je še posebej zrasla v zadnjih 10 letih. V Evropi za kar 52%. Pozna se, da je Ford naredil dobro potezo in v bistvu vse 4 velikosti svojih kombijev ponudi kot Transit, kar enostavno pomeni, da je dostavnik. To so Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom in takšen največji Transit. Obstaja pa še en Transit. Transit minibus. Ta je letnik 2013 in ga pridno uporabljajo na osnovni šoli Helene Puhar v Kranju. Ima že skoraj 70 000 prevoženih kilometrov in nič ne kaže, da bo kmalu nehal svoje vožnje. Uporabljamo ga da je šola na 2 lokacijah za prevoz malice, potem pa za prevoz otrok na plavanje in pa izleti. Kljub temu, da je v 30-letnem starosti še zmeraj udoben, pa zanesljivo vozilo. Edina težava, ki je bila prišlo do zamašitve RGL ventila, to je bilo edino, vse ostalo pa deluje brezhibno, zanesljiv avto. Gospodarska vozila predstavljajo hrbtenico moderne ekonomije. Baje samo v Evropi podpirajo za 1 bilijon, torej za 1000 milijard evrov vrednosti gospodarskih aktivnosti. Se pa vse skupaj hitro spreminja v zadnjih letih in če je večino nekoč poganjal dizel, se bo po besedah Forda to v naslednjih letih spremenilo in bo veliko tudi električnih. Ta je recimo zadnji krik tehnike, ima opcijo izboljšanega dosega z večjo baterijo, ki lahko po novem pospravi 89 kWh električne energije. Torej obljublja doseg do 402 km, če bo večina vaših voženj v mestu, kjer dostavniki realno preživijo največ časa. Pravijo, da jih bodo uporabniki kmalu začeli na veliko uporabljati, ker so cenejši za uporabo in cenejši za popravila. No, bomo z zanimanjem opazovali tudi ta prehod. Meni je bil recimo totalno všeč takšen električni, ki pomaga parkirati ogromne kontejnerske ladje. Evo, Luka Koper, ideja tudi za vas. Transitu pa seveda vse najboljše za 60 let. Luka, po čem te poznamo v Sloveniji? Po muzikah najverjetneje. Pa po ljubezni tudi do avtov, bom priznal. Ja, zakaj imaš rad avte? Pa to že od mali. Mislim, da ko si fant, je prva igrača, ko dobiš avto, tudi moj ta mali ima zdaj same avte. Pol pa v bistvu narava dela, sem jaz bil nekako vsak spot sem hotel imeti nek avto. Vedno sem težil, pa en avto, tako da smo že rekli, stari moj, v vsakem videu spotu imaš en avto, sem rekel, pa nisem imel tega. In v bistvu to obožujem že od malih nog, predvsem sem pa ljubitelj recimo oldtimerju. Moja življenjska želja je vse enkrat do 60 let, tako bom v penziju šel, da bi si obnovil enega, 68 Mustanga, to mi je želja. Zakaj je v bistvu hitrost tebi zelo blizu? Zato, ker moraš biti zelo hitro, da iz Koroške sploh prideš kam. Mogoče zaradi tega. Ampak tvoj prvi avto pa ni bil posebej hiter, ne? Ne. Moj prvi avto je bil pa Jugo Coral 45, vinsko rdeče barve. Kaj pa danes voziš? Danes vozim pa BMW M8. Ta avto bom pa rekel, da mi je všeč zato, predvsem, ker je vse v enem. Iskreno povedano, ko želiš, bom rekel, tistega malo športnega občutka v mejah normale, ti to da, drugače pa lahko tudi čisto familiarni avto, udoben in to meni danes pomeni največ. Udobje, ker pač volk cajta preživimo avto. Da mi samo še povej, zakaj še nikoli nisi dobil nobene kazni za prometne prekrške? Sem je dobil. Sem je dobil, bom pa tudi rekel, da sem se velikokrat srečal z zelo prijaznimi policisti, da so kakšne male prekrške spregledali. Iskreno povedano, pa večinoma, kar dobim kazni, so res minimalne, razen letošnje poletje mi je zaradi veliko poti čez Avstrijo, sem pa res dobil, mislim, da 5 ali 6 kazni za vinjeto, ker pač, ne vem, nisem si kupil sedi, še zdaj imam na lep grful, ampak ja, se zgodi. Brez vinjete je tudi naš stroj, ki si ga boš zdaj počasi lahko vzel v roke, ne? Kak se ti zdi? Svetovno.
Zakaj? Pa ne zato, ker je rdeče barve. Prvo kot prvo, ker je športen, drugo kot drugo, ok, da ima da je rdeče, predvsem je pa verjetno to staro nekaj let, ne. V bistvu to kot jaz. Ti si pa, vem, da se to ne sprašuje. 38. 38. Ja. Ne, ful mi je hud, saj pravim, sem bil, a to je Japonc. Toyota Celica. No, evo, lej. In sem bil že kot mali ljubitelj teh avtov, pa predvidevam, da se lučke gledati. Sej, ja se to je najbolj fajn. No, vidiš, ja, Ok. ne, super. Luka, če si redi, gremo. Daj, gremo probati. Akcija. Ajde. A sem prehitel ali? Thanks. Luka, kako ti je šlo? Mislim, imel sem se zabavno in to mislim, da je v bistvu, jaz bom rekel, da mi je šlo cool, ampak zdaj, ko se po progi ozrem, mogoče ne te, ko sem sam mislil, ampak bilo je pa full fajn. Ampak kaj, rekel si, da si imel kar adrenalin? Ne zabavno test, ko sem prišel, šuno, ko si ti prav malo roke tresel, kot da te radar slika. Ne, full je bilo fajn, top. Kratko, ampak sladko in adrenalinsko. Ok, kje misliš, da si na koncu pristal, en stožec si podrl, enega si se dotaknil, žal smo ti mogli 15 sekund pribiti, ne? Torej, kje si zdaj na koncu? 15 sekund. Ali tu ali pa tu. Ne, v bistvu si tu. 58,6. Tako, bravo, čestitam, odlično. Zakon. Ampak naslednji teden bo pa zvezda za volanom hitrejša od Zavca. Bo? Bo. Jaz rečem, da bo. Bo. Že naslednji teden torej nova zvezda za volanom. Stari pa. Ja, to je še telovadbo imaš zdravo. Izvedeli boste, zakaj so premium goriva boljše od običajnih, videli boste, kje izdelujejo novi T-Roc, Matej pa je na skrajni sever Evrope odšel se na lastne oči prepričati, zakaj so električna vozila tam tako priljubljena, če je pa tako mrzlo. Poleg na spletni strani volan.si smo tudi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!